Gozdarstvo je nevarno, psihično in fizično izjemno naporno delo. Poslušati in spremljati je potrebno razpoloženja narave in gozda. Gozdar je človek, ki živi in diha z gozdom. Ja, nekako velja, da se za ta poklic odločijo po večini le moški. A na planini pri Sevnici živi dama, ki nam je pokazala, da je s srcem in hrbtenico predana gozdarstvu. Je dokaz, da ženske z lahkoto vihtijo motorno žago in da spravilo in upravljanje vitla ni nobena težava. Druga finalistka velike Karpanove nagradne igre, ki se je v drugem krogu prijavila za naj gozdarko, je postala Valentina Schmidt. A ste videli, kako se to pripelje, punca? Zdaj pa masko gor. Ja, živjo! Dajva se pozdraviti. Ti si naša najgozdarka. Srcem, dušo in v obleki. Pravijo, da te poklic gozdar pokliče sam. Je to res? Pa bom rekla, da je, ker enostavno to veš, čutiš in ko vidiš, pa spoznavaš, pol veš, da si za to poklican. Za ta poklic moraš biti rojen in enostavno moraš v njem uživati, nam je v prijavi napisala Valentina, ki že od malega z očetom pridno dela v gozdu in ga spoznava. Oče je navdušil tudi nad lovstvom. Mama pa nam je več povedala o tem, kakšen otrok je bila. V bistvu se je pri Valentini videlo, da že od malih nog, da drugače spremlja gozd, naravo in pa atijev hobi kot starejša Ana Marija. In nekako smo jo tudi spodbujali k temu, kako se obnašati do živali, kako se obnašati pri nabiranju gob, kako paziti na podrast v gozdu. Vedno smo jo jemali k delu v gozdu. Sicer najprej je posedala na kakih robovih, potem kasneje pa se je tudi že vključevala. Sedaj smo pa že tako daleč, da dejansko ona določi, kdo bo kje stal in kako delo bo kdo dobil. In tako odločna je tudi pri delu z motorno žago. Prepričana sem, da tudi vas zanima, katero je bilo prvo drevo, ki je padlo in kakšni so bili občutki. Prvo drevo sem podrla s pomočjo družinskega prijatelja Romana, ki mi je dal prve podatke in pa nekšen uvod, kako izgleda sekanje. In prvo drevo je bila, sem rekla, padla je točno tam, kamor sva si zadala. In ja, občutek, solze in res je bilo dobro videti, da mi je ratal, da se nisem ustrašila. Brez strahu svoje znanje o gozdarstvu še naprej pili v želji, da nekoč postane revirna gozdarka. Sem dijakinja 4. letnika gozdarski tehnik na Srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor. Lahko rečem, da je naša šola, koliko smo majhni, toliko smo bolj povezani med sabo, se pa trudimo, da nas poznajo že skoraj po celi Sloveniji. V gozdarskem programu nas je okoli 60, od tega 3 dekleta. Svoje znanje najprej začnemo v učilnicah, potem nadaljujemo na poligon, nato pa nadaljujemo v naši največji učilnici in to je seveda gozd. Tudi šola ima v upravljanju 80 hektarjev gozda. Da lahko upravljamo svoje delo, se zahvaljujemo podjetju Karpan, ker nam on dejansko je omogočal s pomočjo vitel in pa traktorja, da lahko krepimo in urimo svoje znanje. Valentina je res predana gozdarstvu, a vseeno je bilo presenečenje, da je postala najgozdarka zelo veliko. Ko sem zvedela novico, da sem postala najgozdarka, je bil šok, iskreno povedano. Potem pa kmalu po pogovoru so pretekle solze sreče in pa seveda presenečenje za celo družino, tako da smo kaj kmalu potem tudi odprli šampanjec.
Velika Krpanova nagradna igra je iz tedna v teden bolj zanimiva. V prvem krogu smo iskali najstarejši Krpanov vitel in tako dobili prvega finalista Jerneja. Danes ste spoznali simpatično najgozdarko, drugo finalistko Valentino, sem morala pa kar splezati na hlode, da vas povabim k sodelovanju v zadnjem, tretjem krogu nagradne igre. Tretjega finalista pa iščemo na radiju, nekaj je z zvokom povezano, tako da je treba poslušati Radio Veseljak. In tretji finalist ali finalistka se bo skupaj z Valentino in Jernejem spopadal za glavno nagrado in to je čisto nov vitel podjetja Pišek Vitli Krpan.